Danes smo z Olanom Žurkico in ona dva sta mene določila, da sem odgovoren za glasbo in za pijačo. Sej, ni nobenega problema, če izventa prav čas, tako pa nima nobene pijače hladne. Ampak brez panike, imam rešitev. Prtljažnik je ena najbolj kulskih stvari tega avtomobila, no sicer pa tole ni Porsche Macan, čeprav gobac izgleda ravno tako, ampak nova Fordova Puma. Precej drugačna od prejšnje, takšna je bila, če ste slučajno pozabili, vseeno ima pa kar nekaj oblikovnih elementov, s katerimi nas spomne na predhodnico. Recimo z lučmi, pa s temi sprednjimi režami, še barva je skoraj enaka. Ampak Puma zdaj ni več mali kupe, ker tega nihče več ne kupuje, je pa mali križanec, ker to pa vsak kupuje. Puma stoji na platformi Fieste, zato je prva stvar, ki jo hočem pohvaliti, vozniška lahkotnost. Ker je višja od Fieste, se v zavojih malce bolj nagiba, to je jasno, ampak res malce bolj. Še vedno me zelo navduši. Z veseljem se požene v ovinek, ni okorna, ni pretrda, občutek na volanu je res fajn. Za tiste, ki vam vozne lastnosti pomenijo res veliko, tole je križanec za vas, ker je odličen. In še tako enostaven za vožnjo, da se bo tudi gospa z veseljem vozila naokoli. Takole z voznikovega sedeža je notranjost na pol Fiesta. Ves tale osrednji del s tem zaslonom je enak, je pa več odlagališč in večinoma so tudi zelo uporabna. No in končno v Fordu pred mano tudi digitalni merilniki. Tale zaslon meri dobrih 12 palcev in je res pregleden. Je bil kar skrajni čas, da je v Fordih to končno prišlo tudi k nam. Mene med vožnjo moti samo to, da je prestavna ročica postavljena dokaj nizko, ampak to je že osebna kaprica. No sicer pa tale najbogatejša oprema ST-Line X pomeni, da je vse skupaj res našponano. Sedeža sta super, materiali so krasni, volan fino sede v roke, vse štima. In celo zadaj je dovolj prostora, kljub temu, da avto v dolžino meri samo 4,20 m. Sam za sabo čisto okej sedim, pri kolenih je dovolj prostora, nad glavo ni nobenega pomankanja. V bistvu govorim tudi za tiste, ki ste višji od mene, boste čisto normalno sedeli. Zdaj pa ja, prtljažnik, se ga še enkrat lotim, ker je res zakon. 456 litrov ima prostornine, kar je celo bistveno več kot pri Focusu. Seveda, k temu pomaga tudi tale ogromen predal tule spodaj, 80 litrov doda. In ta ni zanimiv samo zaradi večje prostornine potem, ampak zato, ker dejansko v avto lahko postavite kakšen višji predmet, ki ga sicer ne bi mogli. In iz robustne plastike je, spodaj ima čep, tako da v bistvu ta voda iz ledu sploh ne bo noben problem, jo bom lahko izpustil ven. No in zdaj si najbolj predstavljate, da je zadeva lahko uporabna tudi za kaj drugega, recimo za umazane škorne, pa potem samo sperete vse skupaj. Nova Puma je torej krasen avtomobil, sploh v tem primeru z najmočnejšim turbomotorjem v ponudbi. V bistvu je takole. 3-litrske turbobencinarje imate na voljo, tale je 114 kW oziroma 155 konjički najmočnejši. In obenem je tole še mikrohibrid. Trivaljnik mrmra s svojim značilnim zvokom, se pa med vožnjo pozna, da mu pomaga še elektromotor, ki je sicer premajhen, da bi se Puma neslišno lahko naokoli vozila samo na elektriko, vseeno pa dovolj velik, da je pomoč opazna. Sploh pri izpeljevanjih ali pa ko prestavim v višjo in pohodim plin, takrat takojšen navor pomaga, ko bencinski motor še ne zmore kazati mišic. Vseeno se mi občasno kovca po 1,5-litrskem turbobencinarju iz Fieste ST, ampak je tudi tale presenetljivo zanimiv. Moči skratka ni malo, 155 konjičkov poskrbi za kar suvereno premikanje, v bistvu mi manjka samo nekaj karakterja. Malo več zvoka, malo več vrtljajev, v bistvu niti ne vem točno kaj, nič tehtnega. No je pa poraba 7,5 litri kar fajn, sploh glede na to, da si ta motor na testu kar pogosto privoščimo. Med 3 paketi opreme lahko izbirate, sam priporočam vsaj ST-Line, ker so potem določeni elementi avtomobila v barvi karoserije in Puma izgleda še posebej mišičasto. No, takšen ST-Line X pa doda še za palec večja platišča, samodejno klimo, na pol usnjene sedeže in za danes, za današnjo žurko najpomembnejša stvar, ozvočenje z 10 zvočniki.
Če na Pumo gledam kot na zvočnik, je pregrešno draga. Če na njo gledam kot na hladilnik, ravno tako. No, če pa na njo gledam kot na avtomobil z mnogimi talenti in predvsem zanimivim karakterjem, pa še kar gre. 30 € vas bo stala takšna našponana z vso opremo. No, mene pa čaka leden čaj, ker moram še peljati na dva potem domov.